Bog daj, dober večer vsem skupaj. Veseli me, da je nocojšnji gost prvi obrambni minister Republike Slovenije in večkratni predsednik vlade, gospod Janez Janša. Pozdravljeni, gospod Janša. Naj pozdravim še gospoda župnika Janeza Kompare, poslanca Državnega zbora Zvonara Mojškarca, pozdravljeni člani Združenja VSO in vsi navzoči. VSO Logatec preko celotnega leta prireja različne prireditve, ki so povezane z nastankom naše države Slovenije. Letos smo pripravili dogodek ob odkritju spominske plošče na Lukančičevi domačiji v Rovtah. Spominsko slovesnost na Cesarskem vrhu v spomin na umrla vojaka teritorialne obrambe. Mašo v ljubljanski stolnici v spomin na konec oboroženega spopada med osamosvojitveno vojno. Komemoracijo in mašo na Žalah pred dnevom vseh svetih in komemoracijo na Cesarskem vrhu večer pred praznikom. Ker nam ni vseeno za domovino, ki smo jo izbojevali pred 32 leti, pa imamo v našem programu tudi dogodke, ki obujajo in ohranjajo zgodovinski spomin naroda. In take, ki so dnevno aktualni in imajo vpliv na našo domovino Slovenijo. Tako smo imeli v gostih zgodovinarja dr. Jože Možino, profesorja Boštjana M. Turk, novinarja Nejca Krevs in Valentino Paskan. Danes pa smo v goste povabili gospoda Janeza Janšo. Z njim se bo pogovarjala gospa Barbara Soko o času nastanka naše države Slovenije. Po koncu njunega pogovora pa boste lahko nekaj vprašanj gospodu Janši zastavili tudi vi, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Z nami je tudi nocoj zbor Notranjska, oziroma njena enota za hitro posredovanje. Naj povem, da zbor redno sodeluje na prireditvah VSO-ja in se mu ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Preden pa dam besedo gostu, prisluhnimo še pesmi, ki opeva lepote naše domovine. Spomini Miro Kernjak. Prelipa domovina,
Prijazen pozdrav in prisrčna dobrodošlica vam, gospod Janez Janša. Prav tako pa tudi vsem tukaj zbranim. Verjetno vas, gospod Janša, vsi dovolj dobro poznajo, da vas ni treba še posebej predstavljati. Bi pa rada omenila, da vas zelo zanimajo korenine slovenskega naroda. Kdo smo, od kod smo, ali smo na to področje res prišli šele sredi prvega tisočletja po Kristusu. Rezultat tega vašega raziskovanja je zgodovinski roman Noriško kraljestvo, s katerim posegate daleč v preteklost. Bi vas prosila, da nocoj pozdravite občinstvo z najstarejšim doslej znanim slovenskim pozdravom. To se je začelo kot kviz, vidite. Mislim, da je Ostijare. Tega poznamo, dvomim pa, da je to res najstarejši slovenski pozdrav. Mi poznamo našo preteklo zgodovino na podlagi verov, ki so dostopni na podlagi tega, kar se je izkopalo iz zemlje, kar se je tako drugače ohranilo v dan zapisanih verih, ki pa so tisti najstarejši v tujih jezikih in to je neko polje, ki je tudi zelo široko in je veliko prepuščeno domišljiji. Zagotovo pa veliko tega, kar so nas v naših koreninah učili v šolah, ne drži. Ali pa je pomanjkljivo, ali pa veliko tega, kar je danes že znano, veliko tega ne najdemo v šolskih učbenikih. Tako da je pa po mojem to tema za kar drug večer. Pač hodila sem en tak izziv za ta večer, za začetek, no, ampak današnji večer je namenjen novejši zgodovini, času, ko smo totalitarni enopartijski sistem zamenjali z demokratičnim večstrankarskim sistemom, času, ko so se narodu izpolnile več stoletne sanje, dobili, pravzaprav izborili smo si svojo državo. Če pa se hočemo pogovarjati o tem, kako smo prišli do svoje države, se moramo najprej spomniti, kakšna je bila situacija v drugi polovici 80-ih let. Takrat so se gospodarske, politične, socialne razmere v socialistični Jugoslaviji hitro slabšale. Visoka zadolženost, rekordna inflacija, mednacionalna trenja, pomanjkanje energentov in drugih dobrin. Vedelo se je, da je nekaj narobe. Vsled tega se je v Sloveniji krepila civilna družba, odpirati so se začele prepovedane teme, literati združeni v Društvo slovenskih pisateljev in drugi intelektualci so se uprli poskusom še večje centralizacije Jugoslavije.
kot recimo ta predlog spremembe zvezne ustave in poskusi uveljavljanja skupnih učnih načrtov. Ostali narod pa se je začel prebujati prav ob procesu proti četverici in napovedi Miloševičevega mitinga resnice v Sloveniji. Potem so bile tukaj še spremembe v Sovjetski zvezi in v državah pod vplivom Sovjetske zveze, padec Berlinskega zidu. Vse to je povzročilo, da je naša komunistična oblast vedela, da bo treba pristati na spremembo. So se komunistični oblastniki pripravljali na spremembe v smislu, če že morajo biti spremembe, jih je treba usmeriti in peljati tako, da bodo oni še vedno ostali na oblasti. So zato na nekatera dogajanja odgovarjali, kot da tudi sami želijo omogočiti več demokracije, medtem ko so se na drugi strani poslužili starih represivnih prijemov. Zakaj je bilo treba ustvariti montiran proces proti četverici kot v času trdega komunizma in to pred vojaškim sodiščem v tujem jeziku? No, ta poteza pa je bila kontraproduktivna. Ljudje se niso prestrašili, poteza je povzročila proteste in ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic. Ste ta čas v veliki meri teh glavnih obliskih dobro opisali. To se je takrat dogajalo, zdaj, če prav razberem ključno vprašanje v tem uvodu, je to vprašanje, ki še vedno se odgovor nam vpliva na sedanji čas. To, ali je bil ta sestop z oblasti, kot so temu rekli, ali je bil to dejanski, ali je bil samo naviden. Takrat, še posebej potem, ko je v tisti prvi strankarski skupščini Demos dobil večino, je veliko ljudi verjelo, da je bil ta sestop z oblasti dejanski. Da so se slovenski komunisti odločili, da ne bodo več enostrankarska, nedemokratična, totalitarna oblast, se prilagodili takratnemu vetru sprememb, ki je vel čez vzhodno in srednjo Evropo in se skušali preleviti v neko normalno demokratično stranko. Tudi ime so si tako nadeli, stranka demokratične prenoje. Zdaj, po več kot 30 letih od takrat pa v bistvu bolj drži teza, da je bil sestop z oblasti bolj navidezen kot dejansko. Zdaj, danes, ko se nazaj prebiramo, zdaj lahko rečemo zgodovinske vere ali pa časopise iz tistega časa, tudi bolj jasno vidimo z neke razdalje, kaj se je res dogajalo, kot pa takrat, ko je bil čas zelo zgoščen, ko so se dogodki prehitevali in ko tudi nekaterih stvari pač nismo znali prav vrednoti. Tukaj v dvorani je verjetno kar nekaj ljudi, ki se bolj podrobno spominjajo nekaterih dogodkov v tistih časih. Zdaj, ena od ključnih odločitev takrat, ki naj bi nakazovala, da gre za sestop z oblasti, je bil tisti zadnji kongres ne jugoslovanskih komunistov, iz katerega so šli, ampak prej slovenskih komunistov, ki je bil za Božič leta 1989. Ravno na božični dan so imeli svoj kongres. Je pa bil to tudi čas, ko, če danes pogledate dokumente za ta njihov zadnji kongres, tam ne boste našli parlamentarne demokracije, ne večstrankarskega sistema, ne svobodnega trga. Tam boste našli Jugoslavijo, Tito, Lenin, socializem, sicer so dodali človeškim obrazom, zdaj kaj ne bi to bilo. Socializem še nikjer ni imel človeškega obraza. In
Ikonografija na tistem kongresu, ko se je začel, je bila tako klasična komunistična slike, velike Tita, Lenina, citati, proletarci vseh držav, zdržite se. Da ni nič kazalo, da ta stranka dejansko ali pa na videzno se stopla z oblasti. No, ampak ravno tekom tega kongresa se je zgodila ta revolucija v Romuniji. In se še vedno spominjam nekega prizora, ko je seveda ljubljanska televizija, takrat to še ni bila TV Slovenija, ampak TV Ljubljana, prenašala ta zadnji kongres slovenskih komunistov in je nekaj pokazalo prazno dvorano. Samo nekdo je nakladal za govornico. Vsi delegati so bili po predverju, ker je bil prenos na beograjski televiziji o dogodkih v Romuniji. No in to je bil tisti dan, ko so tam ustrelili Ceausescu. In seveda na kongresu je zavladal strah. Kaj, če se to isto zgodi tudi v Sloveniji? Tudi v Romuniji se je to kar, vsaj za naše vedenje, zgodilo čez noč. Zavladal je strah in potem se je v enem tednu zgodilo dvoje. Zveza komunistov Slovenije je spremenila svojo ikonografijo. Naenkrat to ni bilo več rdečo barvo, naenkrat to ni bil več proletarci vseh držav, združite se, ampak je bila Evropa zdaj. Pa barva je bila taka, kot je evropska, ne? Rumeno-modra. In glasilo komunist, ki je izhajalo, se je prelevilo v Evropo zdaj. Z rumeno-modro naslovnico evropskimi zvezdami. To se je vse zgodilo praktično potem čez novo leto, od leta 1989 na 90. In enkrat so oznanili, da bodo volitve. Prej, zdaj Demos je nastal že prej, še prej so nastale te nove zveze, Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza, Krščansko-socialno gibanje, kasnejši Krščanski demokrati, Zeleni Slovenije, pa še nekaj tega bilo. Slovenska ljudska stranka najprej, oziroma Kmečka zveza, že maja leta 1988. Mislim, da smo 3 ali 4 mesece poleti leta 1989 imeli neko okroglo mizo na takratni socialistični zvezi, kjer smo te nove stranke zahtevali, zveze, takrat se stranka se ni smela imenovati, te niso upisali v register, zahtevali svobodne volitve, pač komunisti pa so to zapravili čas. Se spomnim tisti zadnji pogovor, ki je bil tam na Komenskega, je Ivan Omen vstal pa je rekel, jaz moram iti kositi, tle sem čas zapravljamo, to nas samo hočejo žene čez vodo pelati. In smo ostali, smo šli in je kazalo, da itak ne bo nič. Ima se, da potem novembra pade Berlinski zid, naenkrat se je začelo veliko dogajati, potem so ravno v času kongresa Zveze komunistov ustrelili Ceausescuja, to se je videlo na televiziji, romunska televizija, ki so jo protestniki za 7 let predvajali. Vlada je strah in so se zbrali, zdaj pa ni več Jugoslavija, ampak Evropa zdaj, pa volitve. Ampak, seveda, partija je v bistvu sama pripravila te volitve. To, kako bodo volitve takrat potekale, to ni bil nek dogovor vseh političnih sil in tako naprej, ampak je tista enostrankarska skupščina sprejela zakon o volitvah. Vse volilne organe je imenovala tista enostrankarska skupščina. Vsi mediji so bili v rokah te iste stranke.
Zdaj danes organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je takrat obstajala kot konferenca za varnost in sodelovanje v Evropi in je nadzorovala volitve po Evropi, Jugoslavija kar ni dovolila, tako da slovenske volitve torej niso bile uradno nadzorovane od zunaj, ker so rekli, itak niso državne volitve, to je pač del neke države. No, ampak takrat, že takrat je obstajalo pet pravil, po katerih ta organizacija presodila, so neke volitve poštene in svobodne. No, tiste naše volitve aprila, ki so bile večstrankarske, ki smo se jih vsi razveselili, niso izpolnjevale 3 od teh 5 kriterijev. Ni bilo enake sestave volilnih organov in seveda ni bilo splošne volilne pravice za cel parlament. Zakaj? Zato, ker se je takrat volilo v 3 zbore, vsak je imel 80 delegatov še, v zbor občin pa v družbeno-politični zbor se je glasovalo na podlagi splošne volilne pravice, se pravi, ko so šli na volišče, se je glasovalo za oba zbora. Zbor občin, večinski sistem, družbeno-politični zbor, proporcionalni sistem. Niste pa mogli glasovati za zbor združenega dela. Obstaja tudi zbor združenega dela. Danes mladi pojma nimajo, kaj to je. Pa če kakemu tujcu razlagaš, da smo imeli zbor združenega dela, moš praviti pol ure, da približno razume, kaj to je. Ta zbor se je povolil samo v podjetjih. In tam pa po tej zakonodaji nove stranke niso smele imeti organizacije. Tam so bili samo pač partnerji pa sindikati. Pa te zadeve tudi oni nimajo nič več naenkrat z firmami, ampak so imeli strukturo. In tam se ni glasovalo na podlagi splošne volilne pravice, ampak samo pač tisti, ki je zaposlen, je lahko glasoval. Ponekod so volitve bile, ponekod niso bile, tako se ni vedlo, prav dobro. Kandidati so bili po glavnem samo postavljeni strani partije. Nekaj je bilo pač takih firm, kjer so se ljudje organizirali, pa so pol sami nekaj postavili, no, pa kakorkoli. Ko smo dobili rezultate teh aprilskih volitev leta 90, se je ugotovilo, da Demos je premočno zmagal v zboru občin, ker je bil dvokrožni večinski volilni sistem, ker je to šteti enostavno, težko golfati. V zboru, družbeno-političnem zboru, je bil rezultat tesen. Demos je tam, mislim, da 53-54%, ker se je to razpršilo na velik list in strank in tako naprej. Komaj se je to zbralo z zelenimi vredki, niso bili vsi za osamosvojitev, se je sestavila v tem zboru večina. No, ampak v zboru združenega dela je pa imela partija 90%. Zdaj, takratna zakonodaja je bila pa takšna, da vsak zakon je moral biti sprejet v enakem besedilu vseh 3 zborih. In potem, ko je pač Demos na skupni seji z zelo pičlo večino, predvsem zaradi tega presežka v zbor občin, uspel postaviti vlado, se je pač začela kalvarija, ker v zboru združenega dela je pač partija blokirala vse odločitve, ustavnih itak ni bilo možno sprejemati brez opozicije noben, ker je šlo pač za dvotretjinsko večino, tudi navadna večina je bila lahko dosežena šele potem, ko se je najprej glasovalo v vseh 3 zborih, pa so enem zavrnili, pa potem je bilo tako imenovano usklajevanje, pa usklajevanje amandmaja in tako naprej, ko se je še ta krog iztekel po nekaj mesecih, šele potem je bilo možno sklicati skupno sejo in glasovati z glasovi vseh 240 takratnih delegatov. In seveda, ta inštrument so izkoriščali na veliko, recimo Demosova vlada je predlagala proračun v skladu z pravili oktobra leta 90. Jasno, pa je v zboru združenega dela usklajevanja ni uspelo, zavlačevali so. Mi smo proračun
ker je bil tudi denar za obrambo in za orožje, za osamosvojitev in tako naprej. In čeprav smo imeli plebiscit že decembra in so vsi rekli, kako smo enotni in tako naprej. Teh zakonov obrambnega proračuna, zakona o obrambi, zakona o vojaški dolžnosti, enostavno nismo mogli sprejeti do marca ali aprila. In je vse zamujalo. Torej, naborniki bi morali iti v učne centre v decembru leta 90. Tako smo jih poklicali šele maja, zaradi vseh teh zamud. Skratka, vse tisto, kar se je potem nanašalo na osamosvojitev ali pa na utrjevanje nekih demokratičnih institucij, je partija preko tega zbora Združenega dela blokirala do nemožnosti. Danes si govorijo, kako smo bili enotni vsi za osamosvojitev. Celo SD, sedanja stranka, ki je naslednica Zveze komunistov, je predlagala spremembo imena državnega praznika. Najprej je bil decembra državni praznik, počastitev plebiscita se je imenoval dan samostojnosti. So oni predlagali dan samostojnosti in enotnosti. Češ, kako smo bili enotni. Narod je bil enoten, zato je tudi rezultat bil tak na plebiscitu. Politika pač ni bila enotna in je zavirala potem osamosvojitev praktično ta del politike do konca. In to zaradi tega, ker, kot ste rekli prej v vodu, ta sestop z oblasti ni bil resno mišljen. To ni sestop z oblasti, to je bila prilagoditev situaciji za to, da se tudi v Sloveniji ne ponovi romunski scenarij, ki so se ga takrat ustrašili. In tudi kasneje za sprejetje ustave, decembra leta 1991, je moral Demos, in to že v izdihljajih, ko je že razpadal, narediti številne kompromise, zato da je tudi del opozicije glasoval za ustavo, da sem sploh dobil ustavo. Se je pa takrat modilo, ker je šlo tudi za mednarodno priznanje in zato, da je ustavnost, državnost do konca. In ustava, ki jo imamo, je v velikih delih kompromis. Vse, če preberete nekatere odločbe, kako se temelji na nekih časih, katere takrat nismo verjeli, da to temelji na teh časih, polno je tega noter, ker je pač so se delali kompromisi. In Slovenija je edina postkomunistična država v vzhodni in srednji Evropi, ki ob teh spremembah nikoli ni dosegla dvotretjinske večine demokratičnih sil, zato da naredi tak prelom z bivšim režimom. Celo neke stvari so se pač prešvercali v ustavo. Jasno, to ni bilo možno izvesti. Reforme sodstva je čista kontinuiteta. Reforme številnih drugih institucij. Se spomnim, ko nas je prvič obiskal že tam konc 90-ih let dr. Petrač, žal pokojni, mislim, da so ga ravno v soboto pokopali v Kropi. To je en vrhunskih slovenskih znanstvenikov, ki je delal v NASA v Ameriki. Se enkrat govorilo. Je rekel, ja, jaz sem prišel tle z Amerike, pa sem malo hodil po teh vaših uradih, pa se so samo napise zamenjali, not je pa še vse isto. Skratka je pogruntal, šli ste težave, manjke neke urejo, glede državljanstva, kaj že, ki je bil izseljenc. Marsikje je to tako ostalo. Pravi, Slovenska partija je sestop z oblasti odigrala in pred kratkim smo v Poljčah proslavili tole obletnico, odločitev Demosovega poslanskega kluba za plebiscit in so kolegi iz Demosovega poslanskega kluba tam kazali zapiske, tisti zgodovinski sestanek, kjer je v bistvu padla dejansko odločitev za samostojno Slovenijo. Ni bil niti zvočno, niti video posnet, niti zapisnika ni bilo.
Vsak se je delal neke zapiske in tako naprej in smo brali pol, kaj se je bilo zapisano in tam je tudi en se beležil, ko so pa delegati pripovedovali različne stvari in en rekel, kako je govoril z Mironom Potrčem, ki je bil takrat v bistvu drugi človek te prenoviteljske stranke, komunistične stranke in mu je ta rekel, ja, sej, vi se zdaj kar ukvarjate z temle problemi pa odcepljenju od Jugoslavije in tako naprej, mi se pa pripravljamo, kako bomo prišli nazaj, tudi formalno. In tako je tudi bilo. Tako je tudi dejansko bilo. In v tistih začetkih, pač ko se je ta sestop zgolj na nek način odigral in ni bilo možno postaviti neke resne temelje za demokratizacijo, ali kot večkrat prav Lojze Peterle, osamosvojili smo se, osvobodili pa še ne, tiči tudi mnogo vzrokov za probleme, ki jih imamo še danes. Malo daljši odgovor, ampak je to zelo pomembno, ker, ne vem, po moje tudi tukaj v dvorani, se skoraj nišče več ne spomni, kako smo volili na tistih prvih volitvah, pa da za en zbor ni bilo splošne volilne pravice. Ker takrat niti nismo dobro vedeli, kaj to je splošna volilna pravica. No, je pa gonilna sila vsega tega osamosvajanja, oziroma tudi pri teh spremembah zakonov in vse je bil gonilna sila dr. Jože Pučnik. Njegova zasluga je bila sploh, da je Demos na volitvah zmagal, oziroma da je predlagal to, pač, da se stranke združijo. Zanima me, pri katerih stvareh, oziroma kje se najbolj vidi ta Pučnikov prispevek pri teh dogodkih, oziroma pri teh spremembah, ki so se dogajale. No, prva zasluga dr. Pučnika je že to, da se je vrnil iz Nemčije, ker je bil spoštovan profesor, ker je moral še enkrat narediti faks, ker se mu doma kao izgubili diplomo. In se je pač vrnil iz nekega ugodnega, lagodnega življenja, kjer je spet se prebil še enkrat, naredil kariero in tako naprej, v državo, ki je bila še vedno v rokah tistih, ki so ga za 5 let zaprli. In po krivici obsojali, vlačili po zaporih in na koncu v bistvu pregnali v tujino. Zdaj, veliko ljudi, ki je doživelo krivice v prejšnjem režimu, je šlo ven, da so tam ustvarili pač dobro življenje, se nikoli ni hotelo več vrniti nazaj. Jože Pučnik je prišel prednji sploh, tukaj je prišlo do spremembe, je tvegal, je bil izpostavljen grožnjam zasmehovanju. Jugoslovanski državni tožilec je vložil obtožnico proti njemu nekaj mesecev pred volitvami. Ampak on je potem on si je tudi upal prevzeti vodenje Demosa, ker prevzeti vodenje Demosa je takrat pomenilo, da se postaviš na strelišče kot tarča. So bili tudi drugi predsedniki takrat teh novonastalih strank pa zvez, ki bi tudi bili vodje Demosa, pa se niso upali. Ni bil Jože Pučnik tam zato, ker bi rekel, jaz bom, ali pa ker bi se silil, ali pa ker bi bil na čelu neke zveze, ki je bila najmočnejša. Ampak je bil pač eden iz tega kroga, ki si je pač upal. In je potem tudi nekako vzdrževal v Demosu, tudi potem, ko je kao izgubil na teh predsedniških volitvah, na volitvah za predsednika predsedstva Slovenije, je nekako držal to osamosvojitveno linijo Demosa, ker je bilo veliko
dilem, tavan, vprašanj, ali je res zdaj čas, kaj pa bo. Bilo je polno strašenja, saj tisti starejši se spomnite, kaj vse bilo. Dober dan, revščina zjutraj na radiju, časopisi z naslovi, delavci se upirajo, stavke, pač ni da ni, ne. Naenkrat je bilo vse črno. On se je pač upal, no, in tudi tiste volitve, po mojem nikoli ne bomo vedeli, kaj bi bil pravi rezultat. Ko se je preštelo glasove v drugem krogu predsedniških volitev, so razglasili Milan Kučan, ne vem, koliko je dobil, 45%, 55%, že točno, pač 44 ali 45. Glejte, je bilo tako ali pa ni bilo. Ker celotna volilna mašinerija je bila postavljena od stranke, ki je kaj se stopala od oblasti. Od tistih volilnih odborov na voliščih do Republiške volilne komisije. Res je, da si je Demos izboril pravico do nadzora. In jaz sem takrat Demosov v volilnem štabu, da smo, takrat ni bilo pametnih telefonov, niti ni bilo mobilnih telefonov, ne, se je bilo malo težje organizirati kot zdaj. Smo skušali postaviti to mrežo nadzornikov po Sloveniji. Ponekod nam je uspelo, ponekod nam ni uspelo, ponekod seveda so bili nadzorniki, ljudje, ki so prvič se s tem srečevali, ali pa vsi so se prvič srečevali, nekateri so bili bolj spretni, pogumni, nekateri ne. Prvič se je to vse dogajalo. Veliko ljudi je bilo sploh veselih, da pač se bo lahko izbiralo med več kandidatov oziroma več strankami in jih kaj drugega tudi dosti ni zanimalo. Ampak vem, da nam ni uspelo postaviti nadzornike na vseh voliščih, pa še tako je bilo, ne. Pa je bilo ogromno pritožb iz raznih volišč, še posebej mestnih, ker so tisti, ki jih je Demos pač te delegiral kot nadzornike in so se morali izkazati pač z nekim pooblastilom. Ob 7, ko so se volišča zaprla, smo ponekod rekli, gledajte, vi ste bili nadzorniki za volitve, zdaj so volitve končane, zdaj mi štejemo. To je sveto pravilo, ne mote, pejte ven in so jih nagnali ven. In so prešteli, napisali zapisnik na podeželju, ko se ljudje bolj poznajo med sabo, pa to Mojnika je veliko golfalo v mestih, pa se je takrat in se še zdaj. Če mene vprašate, tako je Jože Pušnik res govoril tiste volitve. Nikoli ne bomo vedeli. Ne. Krivično bilo reči, da je bilo to čisto golfano, ampak kot že rečeno, volitve po kriterijih OVSE niso izpolnjevale 3 od 5 kriterijev, po katerih bi take volitve priznali. Če bi zdaj volitve na ta način potekale v Kirgizistanu, recimo, ali pa v Uzbekistanu, kjer ta organizacija nadzoruje, teh volitev ne bi priznali. Mi pa smo vsi veseli, da je končno prišlo do nek glasovanja in nek premik je pač bil. No, jasno to, da je pač predsednik Demosa koalicije, ki je sicer imela pično večino v skupščini, zgubil volitve za predsednika predsedstva, to je Jožeta zelo prizadelo, sploh je to postavilo neko čudno situacijo. To republiško predsedstvo v tistem času je imelo velike pristojnosti, to ni bilo tako kot ima zdaj predsednik, ki je bolj pač protokolarna zadeva. Takrat je predsedstvo republike še vse na področju obrambe, varnosti, financ, imelo resne pristojnosti. Si je delilo pristojnosti z vlado, kar se danes praktično ne ve. Obstajalo je po takratni republiški ustavi tudi razširjeno predsedstvo, kjer je predsednik vlade pa nekaj ministrov iz vlade bilo v sestavi tega razširjenega predsedstva in pod ingerenco predsednika tega predsedstva, kasneje bolj Kučma. Tako da to so bile
bistvu pomembne volitve, ne, ki jih je Demos izgubil, tudi noter sta prišla samo strani Demosa Ivan Oman, ki je bil praktično edini stebr Demosa, tam pa Dušan Plut, ki je zdaj v stranki Levica, se pravi, veste, kaj približno je takrat zastopal, ne. Se pravi, tudi večine ni bilo tam. In tudi avtoriteta Jožeta Pučnika je bila s tem na nek način načeta. Je pa on takrat odreagiral zelo trezno in se je potem celo v okviru Demosa izoblikoval predlog, da bi on sestavil prvo vlado. Sicer je bil dogovor med Demosovimi strankami, da tista stranka znotraj Demosa, ki bo dobila največ na volitvah za družbeno-politični zbor, da mandatarje. To zavezo smo podpisali in vsi pripravljeni držati. In ker so krščanski demokrati dobili za 13% več kot katerokoli posamečna stranka, je to pripadlo njim, ampak je tudi Lojze Peterle takrat rekel, mislim, da je prav, da vlado vodi Jože Pučnik, ampak pol se je Spomenka Hribar, pa še par jih je bilo, so se zelo potrudili, da so Jožeta Pučnika prepričali, da ne, da je bolan, pa da po moje to bil kar problem, ker pač Jože Pučnik je, za razliko od vseh nas drugih, ne, je tudi neko izkušnje tujine, je poznal ljudi po Evropi, je vedel, kako deluje parlamentarni sistem, ker je pač v Nemčiji, ne, mi ostali pa teh izkušenj pač nismo imeli. Tudi škoda, da pač do tega ni prišlo. Je pa do osamosvojitve v bistvu to ključno točko Demosovega programa, to je osamosvojitev Slovenije, v bistvu peljevo ne vlada, ki se je ukvarjala z vsemi problemi, ki so bili, ampak Jože Pučnik je tisti, ki je tudi aprila 1991, že po plebiscitu, ko je kazalo, da nam ne bo uspelo sklical tisto znamenito sejo vodstva Demosa na Brdu in tam je ponovno prišlo do neke zaveze in odločitve, da pa ne glede na vsa tveganja junija samostojno Slovenijo razglasimo. Tako da dejansko ta naziv, ki si ga Jože Pučnik nekako pridobil v ljudstvu, ne, oče slovenske države, je upravičen. Ne. On je bil tisti, ki je dejansko zastal največ za to in ki je bil tudi to avtoriteto, da je precej raznolika druščina Demosovih strank in zvest temu sledilo vsaj toliko časa, da smo se osamosvojili. No, nekaj ste povedali že o tem, kako je potekalo sprejemanje zakonov v tej novi skupščini. Zanima pa me, kako je bilo z ustanovitvijo Slovenske vojske. Kako vam je to uspelo? Vi ste bili takrat obrambni minister. Kako vam je uspelo v taki situaciji, ko smo imeli skupno jugoslovansko vojsko, ko je bila tudi teritorialna obramba pod vodstvom JLA in ko je JLA pobrala skoraj vso orožje teritorialne obrambi. Kako je to uspelo, da je nastala ta nova slovenska vojska, ki se je bila sposobna potem ob agresiji upati? Zdaj prvi, mislim, da tukaj za nadaljevanje. Potem, ko je nekako bilo zbranih dovolj glasov, da se postavi Demosova vlada, in je prišlo do glasovanja v skupščini sredi maja leta 90, je stara oblast, ki je kao volitve za izvršno oblast izgubila, je imela po rokah še vse položaje, izvršni svet, ki ga je vodil Dušan Šinigoj, tudi takrat še po volitvah, ne, ker še ni bilo nove vlade, kao upravljalo tekoče posle, ne bilo in so denar talili, koliko ga je še bilo. Skratka, Demosove oblasti še ni bilo
In ta čas so pol izkoristili za to, da so naredili prvi korak k temu, da slovenske osamosvojitve ne bi bilo. Ker temu se je šel dejansko na volitve z dvema glavnima točkama programa, Demokratična Slovenija in Samostojna Slovenija. Zdaj partija je šla pa na volitve, kljub temu, da so napisali na plakate Evropa zdaj z programom, v katerem je bila Jugoslavija še vedno in tudi socializem je še vedno. To so bile te dve ključne razlike. Zdaj, ko pravim partija, mislim na vse tri veje, ki so takrat pol nastale iz te bivše oblasti. Mi smo jim rekli skupnim imenom Stranka socialističnega samoupravljanja, se pravi prenovitelji, socialisti pa kasnejša liberalna demokracija, takrat so bili še ZSMS liberalna stranka. No in seveda, ko smo prisegali v skupščini, potem ko je bilo s precej pičlo večino, ta naš izvršni svet, nismo bili niti še vlada, neformalno izglasovan, so tisti delegati zbora občin, ki so bili tudi predsedniki skupščin, takrat še ni bilo županov, so bili predsedniki skupščin, in po takratni zakonodaji so bili predsedniki skupščin tudi predsedniki sveta za obrambo v skupščini. Se pravi, so bili nekakšni sopoveljniki občinskih štabov oziroma enot teritorialne obrambe. In nekateri od njih so ti občinski poveljniki obveščali, da pač jugoslovanska armada pobira orožje, da pa imajo ukaz za predajo orožja od republiškega štaba, se pravi od slovenskega štaba. In na čelu tega štaba je slovenski general Hočevar. Zdaj nastala je velika zmeda, mi nismo imeli še nič v rokah. Jaz vem, da takoj po prisegi je France Bučar, ki je bil predsednik skupščine, izvoljen teden prej, sklical nek krizni sestanek v svoji pisarni, kjer so bili novo zapriseženi ministri za notranje zadeve, za ljudsko obrambo še takrat, predsednik vlade Lojze Peterle in predsednik predsedstva Milan Kučan. In tam smo pač izmenjali informacije, kaj se dejansko dogaja, vsak je nekaj vedel za kako občino, edino Milan Kučan je rekel, orožje pobirajo, a res, ja, slabo, nič ne vem o tem. Je bil po onem položaju že vsaj 10 dni takrat, ker predsedstvo se je prej konstituiralo kot vlada. Zdaj, kasneje smo ugotovili, da je bil on prvi, ki je bil tudi formalno obveščen. Večino občin so jasno klicali na predsedstvo, ker predsedstvo je imelo po takratni ustavi pristojnosti na področju teritorialne obrambe. So pisalo, da v miru poveljujejo teritorialne obrambe. Tako da so enostavno za tisti čas, ki je bil kot brezvladje, 2 dni, te primo predaje, pač naštudirali razorožitev Slovenije in ta razorožitev je skoraj preprečila osamosvojitev. Slovenska teritorialna obramba je takrat imela za 100.000 mož orožja. 100.000 kosov različnega orožja, ne najbolj modernega, ampak v tistih časih, pa zdaj kot vidimo v Ukrajini, tudi v teh časih, to še vedno bilo orožje, ki je bilo uporabno za obrambo. In tega so pobrali ali pa so enostavno tam, ker so bila skladišča v kasarnah ILA, zaklenili vrata in pobrali ključe praktično vse. 14 občin je to se vrnilo, ker so se lokalni poveljniki uprli. Jaz sem takoj v tem sestanku šel na Zupančičevo, ker je bil ta sekretariat za obrambo, tam je bil moj predhodnik Janko Kušar, kasnejši predsednik Desusa, ki se je delal, da nič ne ve. So pa pobirali orožje tudi upravnim organom, tudi upravni organi takrat. Na oddelki za ljudsko obrambo sem imel nekaj tega orožja za
občinske funkcionarje pa za enote za zvezo. 10 minut po tistem, ko je šel iz pisarne, je njegova tajnica povedala, ki je seveda tam ostala, takrat, da je lagal, da ne drži, da je polno depeš iz občin, da pobirajo tudi orožje upravnih organov. Jaz sem tisto potem takoj z depešo vstal, tako nekaj tega smo obdržali, to so bile majhne količine, dočim za teritorijalno obrambo pa je bila pristojnost na predsedstvu in tam so pa čakali 2 dni. Milan Kučan in predsedstvo so 2 dni premljevali, kaj narediti, in po 2 dneh so potem poslali depešo v občine, ker je bilo pa v glavnem vse pobrano, razen tam, kjer so se sami uprli. Pač tisto depešo so poslali kriptirano. Odločitev je bila sprejeta, mislim, da ob 3 popoldan. In potem so to poslali v občine. Kratek neki stavko je bilo, tega telefaksa, kriptiranega z šiframi, ampak z šiframi JLA. Kar je itak noro samo po sebi. To so naredili zaradi tega, ker seveda v občinah niso imeli profesionalcev za dešifriranje, so morali obveznike poklicati, najprej so morali dobiti kurirje. Ta kurir je potem iskal tistega, ki je bil šifrant, in prej so ga pripeljali in to dešifrirali, so še zadnji tovornjaki odpeljali. Načrtno, mi tega takrat nismo vedeli, ampak kasneje, ko smo naredili rekapitulacijo, smo videli, da je to bilo pač vse pripravljeno. V beli knjigi slovenske osamosvojitve, mislim, da je nekaj izvodov tudi zunaj, imate poročila takratnih občinskih štabov za teritorijalno obrambo, za večino občin, mislim, tudi za Logatec, ker piše, koga so poveljniki občinskih štabov obveščali in ali so predali orožje ali niso predali. In če ste tisto brali, boste videli, da je bilo predsedstvo obveščeno pravočasno, da so nablagali. Obveščali so vse žive, tudi Staneta Dolanca, ki ni bil takrat v nobenih funkcijah. Ta struktura je takrat še delovala in skupaj v dogovoru izvedla to razorožitev. Tako da, jaz sem v bistvu postal minister za obrambo, brez vojske, brez orožja. Ta štab za teritorijalno obrambo je bil izpostavljen Jugoslovanske armade, ki so želeli niti pogovarjati. Zato smo potem najprej našli neko luknjo takratni jugoslovanski zakonodaji, ki je temeljila kao na tradicijah NOB-ja, ker obstajala neka narodna zaščita, predvsej žalostno dediščino, ampak to je bilo vključeno v zakonodajo. In je bilo na nek način možno zakonito formirati enote narodne zaščite. Mi smo pač to luknjo v zakonu izkoristili in smo pač tiste enote teritorijalne obrambe, ki so še imeli orožje, enostavno preoblikovali v enote manevrske strukture narodne zaščite in spostavili neko zasilno oboroženo silo, ki je vse do jeseni potem vzdrževala neko približno varnost nove oblasti. Ker takoj, potem, ko so pobrali orožje, so hoteli pobrati še sezname obveznikov po oddelkih za obrambo in ta nova struktura je to varovala. Ker če bi pobrali še sezname, potem itak nimaš kaj v roke povedati, za kar se organizacije tiče. Oktobra je potem smo uspeli v takratni skupščini sprejeti neke amandmaje, ker se je del pristojnosti na teritorijalno obrambo vzelo zvezdnim organom in preneslo na republiške. Potem smo te enote spet iz manevrske strukture narodne zaščite preoblikovali v enote teritorijalne obrambe. S tem je nastala tudi neka bolj trdna pravna podlaga potem za usposabljanje. Ključni problem je bilo orožje,
Zdaj, nekaj tega orožja so po občinah fantje spretno ukradli iz skladišč, mislim, ukradli je težka beseda, ker to je bilo orožje plačano. Itak je bilo večino orožja, ki ga je ILA imela plačano slovenskim denarjem. To, kar je imela teritorialna obramba, ste pa še posebej plačevali z prispevki v firmah iz občinskega proračuna. Je bilo to v bistvu dvakrat plačano slovensko orožje, ki tega se nekako izneslo. Nekaj manjših količin smo uspeli tik pred plebiscitom uvoziti iz tujine. To orožje je bilo pokazano v Kočevski reki. Bilo je to nekaj modernega orožja, tam so majhne količine, ampak televizijska slika lahko naredi tudi več. Ne? In tistih par armbrustov so se pol zlobali. Po avtomatskih pušk, čeprav roko na srce, kakva velika ognjena moč to ni bilo. Ne? Za kaj več pa enostavno ni bilo denarja, ker je opozicija blokirala sprejetje proračuna, usposabljanje nove generacije. Na koncu smo lahko poklicali 350 obveznikov, nič praktično. Pa še prepozno, da bi lahko odigrali kakršnokoli vlogo v obrambi. Z denarjem, ki smo ga dobili v proračunu, potem aprila smo se naročili nekaj orožja zunaj, ampak ladja s tem orožjem je prišla 2 dni pred so nas napadli. Zadnji hip, tik cela epopeja, to je za knjigo, delno je to opisano, delno ni. Tisto pa je bila kritična pošiljka. Tisto je bila kritična pošiljka, ker mi smo za vsak slučaj, oziroma ker smo pričakovali to orožje, poklicali več kot 5000 mladih fantov, ki so v zadnjih letih končali vojaško usposabljanje v posebne jurišne enote teritorialne obrambe. To so bile enote, ki so v bistvu popravile glavni del obrambnih nalog, potem, ko je prišlo do napada, ampak so bili celi problemi, da so bili poklican vojak brez orožja, če pač ne more usposabljati. Prvi dan so jim poveljniki še lahko rekli, jutri pride, naslednji dan so spet rekli, jutri pride, tretji dan se je pol malo začelo, po gasilskih domovih, pa šolah. Odpiranje flaš, pa nekateri so šli kar domov, tako da res zadnji hip, ko je Talanija prispela v Koper, se je v bistvu nam vsem odvolil velik kamen srca. Vprašanje je, kaj bi bilo, če pač tega ne bo. Se pravi, slovensko osamosvojitev, kar se tiče njenega zavarovanja z realno silo, se pravi, so vojsko, ki se še ni imenovala takrat slovensko vojsko, in deloma z slovensko policijo. To je tisti del, ki je dejansko prevesil. Zato so nas tudi razoroževali, nagajali potem pri vzpostavitvi te obrambne sile, ker če berete spomine Markoviča, ki je v bistvu poslal takratnega predsednika jugoslovanske vlade, ki je poslal ILA na Slovenijo, on v svojih spominih piše, kako je takratna slovenska opozicija se znanila z načrtom, kako sfižiti slovensko osamosvojitev. Ko je ta knjiga izšla, se je marsikaj razkrilo. On piše, kako so na nekem sestanku, ko je bil zadnjič v Ljubljani junija 1991, dobra 2 tedna pred osamosvojitvijo, razložili načrt. On jih je nagovarjal, naj vržejo Demosovo vlado, tik pred osamosvojitvijo, pa se bo vse skupaj sfižilo. Pa so mu rekli, piše točno, da je vse na tem sestanku. Večeru je izhajala ta knjiga v podlistku, tam nekje 98. Je pa v beli knjigi, mislim, da tudi to glavno ponatisnjeno. Njemu so pač rekli Ciril Ribičič, Miran Potrč, Jožef Školč in ostali, ki so se sestali z njim, da oni bi mogoče lahko zrušili Demosovo vlado še pred osamosvojitvijo, ker je koalicija trhna, par glasov se vam potegne, pa bo.
Tudi gospodarska slika je slaba, lahko stavke organizirajo. Skratka, lahko bi šli v ta scenarij, so rekli, ampak ne bi bil pameten. Kaj ti bil je plebiscit, v zakonu o plebiscitu piše, da je treba najkasneje v 6 mesecih samostojnost tudi razglasiti in naj to Demos naredi. Ko bodo to naredili, bo pač ta ukaz plebiscita volja ljudstva izpolnjena. Ampak oni naj to razglasijo, kaj pa bo pol? Se ne bo nič. Vi boste zaprli meje, noben ne bo priznal samostojne Slovenije. Nekaj časa se bo Demos, nekaj časa bodo tile Demosovci proslavljali. So rekli, pol bodo pa videli, da samostojne države ni. Da je vse tako, kot je bilo prej. Še vedno smo v Jugoslaviji, noben nas ne prizna, moraš imeti jugoslovanski potni list. In kaj bo? Sveda, pretrgale se bodo logistične verige, nastala bo kriza, ljudje bodo lačni, se bodo uprli, Demosova vlada bo sama padla. In takrat bomo mi prišli kot rešitelji, ponudi konfederacijo, ponoven dogovor in bo ostala Jugoslavija cela. Reformirana, pa to so imeli nekaj pogojev, pa še vedno Jugoslavija. No, in če preberete govor, ki ga je imel Milan Kučan 25. junija 1991, ne tisti na trgu, ker je rekel, danes so dovoljene sanje, jutri je pa nov dan. Ne, ta stavek boste razumeli, če boste prej prebrali tisto, kar je govoril v skupščini, pa se je to pozabilo, takrat, ker so bili avioni v zraku in tako dalje. Ampak mislim, da tudi v beli knjigi vsaj del tega pa natisnemo. Noben dokumentarec, ki je bil narejen v teh 30 letih, nobena knjiga teh uradnih zgodovinarjev, tega govora nikjer ni ponatisnjeno. Kaj ti? V tem govoru Milan Kučan, poleg tega, da govori o zgodovinskem dnevu in razlogih za konflikte v Jugoslaviji in razpade Jugoslavije in tako naprej, tudi pravi, s tem, ko se mi osamosvajamo, tudi ponujamo ostalim narodom v Jugoslaviji pod takojšnjo ponovno združitev. Ki našteje 4 pogoje, pod katerimi smo se Slovenci pripravljeni spet združiti v Jugoslaviji, oziroma sploh ne oditi iz nje, če praktično to ne bilo mogoče. Kasnejša vojna, dogodki, pač obvladovanje medijev in propaganda so to potisnili čistnikom stran. Če preberete ta njegov govor, spomine Markoviča, spomine nekaterih evropskih politikov, recimo takratni sekretar Socialistične internacionale Piero Fassino, se mogoče imamo to tudi kje na slajdu. No, veliko tega, kar govorim, je v beli knjigi slovenske osamosvojitve dokumentirano, pa so dokumenti objavljeni. No, ampak recimo Piero Fassino, ki je bil takrat sekretar Socialistične internacionale, in ta internacionala je bila v bistvu takrat glavna politična sila v Evropi, je tudi napisal spomine. On je kasneje minister italijanske vlade, župan Torina, tam nekje 2-3-2-4 napisal spomine. In teh spominih opisuje, kako je bil v Sloveniji med vojno. Bil visok evropski funkcionar, Demosova vlada, pristojni organi, Dimitrij Rupel, ki je takrat minister znotraj zdaj, pojma niso imeli, Seveda, kjer se tudi ni oglasil. Njih obiskuje pa Cirila Ribičiča, pa Milana Kučana. In piše, da sta ga oba rotila, naj Socialistična internacionala ne podari mednarodnega priznanja Demosovi vladi.
da ste ga nagovarjali proti mednarodnemu priznanju Slovenije. 27. junija 1991. Ko se to sestavite skupaj, pol je ta igra zelo prozorna. Mimo grede, Bela knjiga slovenske osamosvojitve je šla pred skoraj 10 leti. To ni roman ali pa to niso spomini, to je zbornik dokumentov, ker so tudi te stvari noter. Ni bilo niti enega glasu, da kaj v tej knjigi ne drži. Ni pa bilo tudi niti ene same objave na osrednjih medijih, kjerkoli. To je bilo polno dokumentarcev v tem času narejenih, takšnih ali drugačnih, so bile obletnice, sem govoril o tem, predstavitve so bile po Sloveniji. Zdaj, mogoče smo imeli vse tukaj, mislim, da ne. Ampak veliko je bilo tega, prodana je bila v veliko tisoč izvodih, je na spletni strani, nobene reakcije. Nič. Predstavljate si, da bi nek evropski politik napisal spomine, v katerih bi pisalo, da je bil med vojno v Sloveniji, pa da ste ga Lojze Peterle pa Janez Janša rotila, naj ne priznajo Sloveniji. No? Vse kamere bile tam, to je bila velikanska afera, tukaj pa molk. In pač zakrivanje in ignoriranje dejstv. Ker Slovenci smo pač uspeli izpeljati pravo samosvojitev, ne samo operetno, ne? In potem se je obrnila stru. Naenkrat niso več govorili, da je to avantura, ne? Ki bo stala slovenski narod evropske perspektive, ampak so predlagali, da se dan samostojnosti dopolni v imenu, da je to tudi dan samostojnosti in enotnosti, da se zakrije. In danes ni proslave, kjer bi si rekli, kako smo vsi takrat enotni, kako je bilo politika enotna. Nastopanje na plebiscitu, o kateri se veliko govori ob tem prazniku, ampak ta zgodba je takšna, da ko je Demosov poslanski klub sprejel Polčak to odločitev, da bomo šli na plebiscit za samostojno Slovenijo, je Jože Pučnik tisti večer šel, mislim, da v Ruše, na neko javno tribuno in je tam to povedal. Slovenci bomo šli 23. decembra na plebiscit, to je odločitev Demosa in bomo lahko prvič v zgodovini odločili svojo usodo. Naslednji dan je seveda završalo po medijih pa po javnosti. In gledajte, naslednji dan lahko preberete v Delu izjava Milana Kučana, ki je rekel, kdo pa je Jože Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. In en teden so takratni mediji zganjali spravo besedo, huronsko gonjo proti temu. Da Demos peha narod v nesrečo, da si razli usodne odločitve, da nima nobenega mandata za to in tako naprej. Potem je bilo pa narejenih nekaj anket. In na teh anketah je pa bilo vidno, da 20% ljudi podpira plebiscit. Pa se bo začelo obračati ploščo. Prišlo je do pogajanj, Demos je popustil pri vseh stvareh, lahko je glasoval. Vsak, ki je živel v Sloveniji, ni važno, da je imel državljanstvo, ne? Za veljavnost plebiscita smo popustili, v zakon prišla absolutna večina vseh, ne? Ki živijo v Sloveniji, ne samo vseh državljanov, ampak vseh, ki živijo v Sloveniji. Ker je opozicija hotela postaviti nek prag, ki ga ne bi dosegli. Takrat smo bili dosti prepričani, da bomo to dosegli, ko smo popustili na koncu, pač je bila podpisana ta izjava o enotnosti. No, ampak to sem prej pozabil omeniti. Start plebiscita je bil razglašen 26. decembra. Januarja,
čez takratno skupščino ni bilo možno spraviti nobenega osamosvojitvenega akta. So blokirali vse po vrsti. No in v začetku februarja je bila lansirana in podpisovana znamenita deklaracija za mir. To imate v beli knjigi. Lep naslov, kdo ni za mir. Tudi on so vsi za mir v Palestini pa v Ukrajini. V bistvu pa, ko si prebral to deklaracijo, ne je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. In da osamosvojitve ni možno doseči tako, da se Slovenija kakorkoli obrambno ukrepi ali oborožuje. V bistvu je bila to, kot je takrat zapisal Jelko Kacin, deklaracija za hitro enostransko razorožitev. Zdaj, če bi to podpisovali neki mirovniki, pa civilna družba ali pa kakoli nič hudega, ne? Demokratični državi je to čisto nekaj normalnega, ampak to deklaracijo so podpisali 4 člani predsedstva, vrhovnega poveljstva teritorialne obrambne. 4 člani, Ivan Oman tega ni podpisal. To deklaracijo so podpisali 3 podpredsedniki Demosove vlade. Nekaj ministrov, vsi ministri iz stranke Zelenih in velika večina poslancev stranke Zelenih. Češ mi smo za mir. In zaradi tega je bil potem obrambni proračun, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, to je bilo sprejeto z enima pa z 2 glasovoma večini. Slučajno. Če je nekdo bolan, še od tega ne bi sprejel. Če tega ne bi sprejel, ne bilo realno samosvojitve, bilo samo operetno. Danes se zdi, da je bilo to kar tako avtomatsko, vse je bilo v redu, vsi smo bili enotni, neka grda jela, pa Milošević nas malo virala, da glavni problemi so bili doma. Tako da slovenska politika je bila tukaj popolnoma razklana, oziroma ta leva opozicija je bila proti. Je pa bil narod enoten in tudi, recimo, v tej strukturi, ki sem jaz takrat minister, so bili tudi člani teh opozicijskih strank, ne? Tudi taki znani, vidni, ne? In sem lahko bližu spremljal, kako se to na njih lomi, ne? Ali bodo za Slovenijo, ali bodo za partijo, ne? In roko na srce, veliko se jih je odločilo za Slovenijo, ne? In so tudi pač pošteno delali, ne? In so obsojali to zavlačevanje in ravnanje njihovih strank v parlamentu. So pa seveda tudi taki, ki so šli pač po partijski liniji naprej, ne? In glavnem taki zdaj vodijo Zvezo veteranov vojne za Slovenijo pa Združenje Sever, ne? Ker včas ne veš, ali so veterani vojne za Slovenijo ali one prejšnje. Nažalost, ne? Ja, tista ključna zadeva je bila prav gotovo to, da je Demos hotel to slovensko državo postaviti res na prave temelje. No, zadnja zadeva, ki je bila sprejeta v skupščini, je bilo 25. junija sprejeta deklaracija o neodvisnosti, ustavni zakon skupaj s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. To je bilo 25. junija, 26. junija pa potem te slovesnosti, slovesnost v Ljubljani, slovesna razglasitev države. Slovesnosti so potekale tudi po vseh krajih po Sloveniji. In tisti, ki smo bili zraven, se verjetno še spomnimo, kako nam je bilo takrat lepo, kako je bilo polno sreče, veselje, upanja, enega ponosa, da smo dobili svojo državo. Vse to se je nekam zgubilo. Tisti, ki smo bili takrat zraven, kot da smo to nam malo potisnili nazaj, kot da se ne spomnimo več tega, mladi pa sploh ne vejo, niti za vojno, niti za, da smo dobili
to samostojno državo. Ne pomeni nam pravzaprav to, oziroma zelo malo nam pomeni, oziroma ničim se zdaj vleče res ena druga država na plan, tista država, ki je pa nastala z revolucijo, s krvavo revolucijo v krvi. Slovenija je pač nastala na pravnih temeljih. Ja, zdaj, jaz nisem tak pesimist, glede na to, da smo par let nazaj obhajali 30. obletnico slovensko osamosvojitve. Vidim pevke in pevce, da imajo oznake od takrat izključene. Mislim, takrat na številnih prireditvah po Sloveniji bilo veliko mladih na teh prireditvah, veliko slovenskih zastav, nekega iskrenega veselja. Jaz nisem opazil, da je tam dojokal za Jugoslavijo. Pa ste pa to, če pač spremljate osrednje medije, zdaj so se sploh potrudilo, 20. novembru sem videl, ali pa pač poskuse teh levičarskih vlad, da bi to na nek način zatrli. Ravno pač v mandatu te vlade smo doživeli, da je bil eden od prvih ukrepov te vlade ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, na Urbancovo postavili spomenik za Mehkinčo, tako imenovanim izbrisanim, kar je 25% lažnih fars. Slovenija je ponudila državljanstvo vsem, ki so imeli stalno prebivališče tukaj, bil je rok, zelo dolg rok, da si te stvari urediš, mogoče kdo ni mogel, mogoče kdo pozabil, ampak velikanska večina tistih, ki si niso uredili slovenskega državljanstva takrat, tega ni želela. Razumete, se zdaj se zbirajo in mahajo z jugoslovansko zastavo. Mislim, ne mi jokati, da ti nismo dali slovenskega državljanstva, če še zdaj maha z jugoslovansko zastavo. Mislim, jasno, koga boš prepričal, da si pa takrat hotel slovensko državljanstvo. Še bolj tragikomično je to, da pač se za izbrisane štejejo pripadniki jugoslovanske armade, ki so šli takrat iz Slovenije, potem morili po Bosni, da je bila tam vojna končana, pa so ugotovili, da ne vem, bodo tam, če bodo sploh imeli penzijo 100 evrov, ne? V Sloveniji pa 10-krat več, ne, so enkrat postali izbrisani. Pošli sem in tukaj je ta levičarska oblast pač to zlorabila. In ta spomenik je rekel pljune ko obraz nekemu dostojanstvu. Upam, da bo enkrat Ljubljana imela župana in oblast, ki bo stvari postavil na svoje mesto. Kar se tiče pa muzeja slovenske osamosvojitve, gledajte, ni države, ki ne bi imela takšne institucije, in tudi Slovenija bo to dobila. Prej kot vsi tisti, ki so to ukinili, mislijo, se, kot vidimo, razpadajo pri živem telesu. Mislim, da smo kar veliko novega zvedeli, veliko tistega, kar do zdaj nismo vedeli, ker so se pač v teh letih odkrivali novi dokumenti in da je bil ta večer zelo zanimiv. Zdaj bi pa dali možnost tudi komu iz publike postaviti vprašanje. Ja, tukaj mikrofon, če možem. Če bo kdo ne dvigne roko, če bi kdo kaj vprašal. Uspeva je pred nas. Najprej lepo pozdravljeni tukaj v Logatcu. Mene zanima, kaj mislite o tej situaciji, ki se dogaja zdaj v naši državi? Čistko, ko ste rekel, da pač ta vlada razpada po živem telesu, mene pa zanima pač prav vaše mnenje, kako in kaj naprej, kaj nam svetujete, kam ne se obrnemo.
Naborite se na čim več sosedov, pa jih pripeljte na naslednje volitve. Gospod Janša, v redu, bomo. Ja, prav se strinjam, ampak mislim še kakšne druge rešitve. Ja, sej to je bil sem začetek odgovora. Zdaj, to, kar imamo zdaj, je, ko sem prihajal sem Rogatec, smo ravno končali, pa se je na Brdu pri Kranju zaključil vrh slovenskega gospodarstva. Tam so te ključni slovenski gospodarstveniki v vladi razlagali, kakšne so težave, perspektive in tako naprej. Vse je bilo zelo tako v rokavicah in tako naprej. Prišel je tudi aktualni predsednik vlade, sicer pol, ko je bilo krogla miza pa razprava je šel. Tako da glavnih stvari ni slišal, no. Po njegovem mnenju je vse v redu. Še nikoli boljš. Nihče ni omenil današnjega podatka, ki ga je sporočilo OECD. To je ta skupina najbolj razvitih držav, kot je Slovenija članica, svetovna grupacija, kjer so za naslednje leto Sloveniji znižali napoved gospodarske rasti za 1/3, iz 2,6 na 1,8, kar je rekel, velikanski padec, ne. Tega dejstva ni bilo omenjeno na Brdu, tako da se je šlo malo mimo realnosti. In situacija je na nek način paradoksalna, ne. Slovenija je po epidemiji COVID dobro okrevala. Bili smo drugo najhitrejše rastoče gospodarstvo v Evropi po epidemiji. In potem je prišla ta vlada in malo čarala z temi proti-trginskimi energetskimi ukrepi, ne, še vedno čara, ker so kao specialisti za prodajo elektrike. V bistvu plačujemo elektriko, ki je med najdražjimi v Evropi, ne, čeprav smo 75-80% samo zadostni, ker Slovenija proizvaja skoraj dovolj energije zase. In 2/3 te energije prihaja iz poceni virov, iz nuklearke, ki je že skoraj amortizirana, in iz vode, iz hidroenergije, tako da prav veliko razlogov za to, da so drage položnice za elektriko in februarja bodo še dražje, kot pravijo. Pač ni razen špekulacij. No, ampak ta zagon, ki je bil delno tudi zaradi tega, ker je pač Evropa natisnila kar nekaj denarja za investicije in se je Slovenija leta 2020 izpogajala zajetne milijarde. Še vedno traja, zaposlenost je velika, potreba po delovni sili, to smo si že podatek, da je 15% ljudi, ki delajo v Sloveniji, tujcev. To je kar velik delež, izdelil sem leta 2008 večji. Skratka, ni nekih razlogov za nek zelo velik pesimizem, ki ga kaže ta današnja napoved OECD-a. Drugo pa je, kako pač upravljaš zadevami in kako načrtuješ in kam vlagaš. Ena od ključnih pritožb gospodarstvenikov odnos na Brdu je bila, da tudi za denar, ki je v proračunu za razvoj, za gospodarske spodbude, za start-upe in tako naprej, ni razpisov. Enostavno denar je na postavkah, ni pa razpisov. Pač birokracija ne pripravi mehanizma, kako to pride do gospodarstva in pa raziskovalcev. Seveda pa nekih drugih razpisov je pa veliko, ne? Na spletnih straneh, predvsem ministrstev, ki jih pokriva levica, geniji iz levice, imate polno razpisov. Boste imeli pa velike težave, če jih boste hoteli zastopiti. Kjer so razpisi za svašta.
so razpisi za opolnomočenje nevladnih organizacij. Zdaj, kaj bi to bilo? To je lahko karkoli. Potem so razpisi za proučevanje teorije spolov. Človeška civilizacija je stara tisočletje, pa se je skozi svetlo, kakšni spoli so. Ne? Zdaj pa je treba dajati milijone za to, da nekdo to proučuje. Potem so razpisi za utrjevanje enakosti spolov. Spola ste enakopravna, morate biti enakopravna, ista pa enaka. Zdaj, če bi bila enaka, nas ne bi bilo. Tega mi treba prav proučevati. Zdaj, ob tej situaciji, ko je na koncu odstopila ministrica za javno upravo, ste videli, kakšni razpisi so bili. Ne? Za mamo, pa za prijateljico, pa za ne. Najprej najdejo naslov, komu bodo dali denar, potem pa napišejo nek razpis, da ravno tisti dobi. Tega je pa veliko. Te milijoni pa pač gredo. In če rečeš karkoli, si proti civilni družbi, proti ljudstvu. Zdaj, danes zelo odmeva še posebej med zdravstvenimi delavci, včerajšnji sestanek ministrice za zdravje in teh nevladnikov, ki se imajo za glas ljudstva. Jaša je nul, pa Dušan Keber, pa nekdo je še tam paradiral. Piše, ministrica se je že tretjič sestala z njimi. Z zdravniki pa enkrat. Zdravnikom pa inšpekcijo. Koliko glasov je ta glas ljudstva dobil na volitvah? Nobenega. Zbere se par mandatcev, se razglasi za glas ljudstva in ta oblast jih jemlje resno. In oni pišejo zakone. In koalicija jih vlaga v proceduro. Čiste neumnosti. In na koncu dobite zakon o zaščiti živali, ne? Kjer nevladniki ovajajo kmete, inšpekcija jim pobere živino, živina se proda, najbolj pa nevladniku. Vse v zakonu. Ja, manj kako se boriti proti temu? Skratka, imamo neko situacijo, ki se res podobna nekaterim situacijam, ko smo tudi imeli nove obraze, pa ljudi, ki mislijo, da zato, ker pač so jih ti medijski in ostali monopoli porili naprej, zdaj vse ve, lahko delajo, kar hoče. Ni pa čisto enako. Na eni strani imamo koalicijo, ki ima zgodovinsko večino v parlamentu, imamo glavno vladno stranko, ki ima 41 glasov. Imeti vlado, ki ima tako številčno podporo, če bi Demos ali pa če bi naša koalicija imela tako podporo, kaj bi se vse dalo narediti, recimo. Mi smo se morali v času COVID-a boriti za vsak glas, da smo sprejeli protikoronske pakete, ki so bili nujno potrebni, s težko muko, tako imajo ogromno večino. Po drugi strani pa ni nobenega premika v pozitivno smer. Nobenega premika. Reforme bodo, vse bodo časovnice, vse. Nič od tega. Skratka, niti denarja ne znajo zapraviti. Mi smo jim pustili proračunu 2 milijarde viška. Lansko leto. Konc leta je še vedno milijarda bila neporabljena, ker nevladnikom toliko niso mogli dati, drugam pa pač ni šlo. In seveda, kot vedno, ko se nič ne dogaja, ko ni nekega cilja, ko je bil cilj samo priti na oblast, pa pač zadovoljiti svoje interese, ni nekega strateškega cilja, tudi neke kohezivne sile ali pa neke energije, ki zadevo drži skupaj, ker so ljudje pripravljeni boriti in delati in naprej, se začnejo spopadi pri koritu. To je zdaj glavna stvar, ki se dogaja v vladni koaliciji. To so spopadi pri koritu. In to je začetek razkroja vsake organizacije in tudi to bo
To se je zgodilo zelo hitro, je pa seveda do konca mandata in rednih volitev še veliko. Ko na eni strani ogromna večina, ogromna glasovalna moč in na drugi strani ogromna praznina že na samem začetku. In seveda, z anketami javnega mnenja nekaj časa lahko manipuliraš, ne moreš pa vse skozi, zdaj to vododavno se je pač pokazalo, je panika, a ne? In se išče v okviru obstoječe koalicije in to je zelo verjeten scenarij, ki ga bomo videli v naslednjih mesecih. Zdaj, če mene vprašate, koliko lahko ta nova postavitev znotraj iste koalicije zdrži, jaz mislim, da nedolgo, ker tega je tudi za vprašanje legitimnosti. Pač ta vlada, kakšnakoli pač je, bolj nesposobno težko našli, ampak vseeno je, sem hotel reči preveč, bila nekako izvoljena volitva. Marjan Šarec pa Alenka Bratušek nista bila izvoljena volitva, pa sta vseeno s to, če bi mi vzdržiti ministre, ampak recimo aktualni predsednik vlade je pač na volitve z neko listo, ki je dobila 41 poslancev, lahko pogovarjamo zakaj, lahko se pogovarjamo tudi, ali se je res vse prav štelo, ampak to je druga tema. Neka legitimnost tukaj je, če se to zamena, pa je to legitimnost kot pri glasu ljudstva. Benga glasu voljivcev za neko pozicijo, ki je pač zelo odgovorna, to ne more dolgo trajati. Če ta sestava ne traja, pa je tudi neka druga, ki je pač manj legitimna, ne bo, tako da naslednje leto so realne predčasne volitve. Lahko hkrati z volitvami v Evropski parlament, če ne bodo uspeli narediti rekonstrukcije vlade, če bodo uspeli kasneje ali naslednjo pomlad, vsekakor pa ne konec mandata. Tako da čim prej do sosedov. Hvala lepa, Janez. Lahko še eno vprašanje? Dober večer, gospod Janez. Mene pa zanima, kdaj Demosova vlada razmišljala o lustraciji oziroma zakaj do tega ni prišlo, pa ali pa mogoče kdaj do sprave v Sloveniji prišlo. Hvala lepa. No, kar se tiče sprave, mislim, da smo danes bolj oddaljeni, ko smo bili 20 let nazaj, ker takrat je vsaj nekako formalno, so bili vsi za. Zdaj pa tranzicijska levica ni več za. Češ, ve se, kdo je zmagal in to je to. Ne bom pogovarjal. Bo pa na neki točki vseeno prišlo do kako bi rekel, prevlade resnice. So tisti, ki ste bili na predstavitvi knjige od Jožeta Možina Slovenski razkol. Tudi razumete, zakaj s to govorim. Gre za tako bazično stvar, da ne bo ostala neodgovorjena. Na neki točki se bo to zvagalo in pač, ko je resnica prevladujoča, pol je tudi sprava možna ali pa je na nek način avtomatsko nadaljevanje. Še eno vprašanje je bilo sprava in ilustracija. Za ilustracijo ni bilo niti večine v Demosovi koaliciji. Zeleni so bili absolutno proti. Tudi v drugih strankah so bili posamični poslanci, ki so bili absolutno proti. Za nekatere se je kasneje ugotovilo, zakaj ne. Pač, recimo, ko je bilo Udbanet objavljeno, se je videlo, kdo je imel razloga, zakaj je bilo proti. So bili pa tudi, kako bi rekel, strateški pomisleki, Demos je večkrat razpravljal o tem. Tudi smo se pogovarjali z pač kolegi politiki iz drugih držav, kjer so izvedli ilustracije, prevajali njihove zakone, češkega. Tudi vlagali zakone, zdaj smo 3-krat vložili ta zakon. V tistem obdobju, ko je pač Demos bil še recimo pri
polni moči, kakorkoli imel šibko večino, je bil tudi pomislek, zdaj v času pred osamosvojitvijo ali pa pred plebiscitom, ko skušamo graditi neko enotnost in smo zelo popustljivi do opozicije, zdaj zagnati ta proces bo pač kontraproduktivno. Naj to ostane za pol. Zdaj tega pol nikoli ni bilo, ker pač ni bilo niti večine, drugič je rekel, demos razpadlo. Mislim, da smo kasneje z SKD-jem 1997 vložili tako resolucijo o obsodbi komunističnega režima, ki so ga mimogrede sprejeli vsi parlamenti vseh postkomunističnih držav, razen slovenskega, povsod so to sprejeli. Razen pri nas in tudi zakon o ilustraciji, pa je to seveda ni šlo skozi. Tudi Slovenska ljudska stranka, ki je bila takrat v vladni koaliciji, je glasovala za resolucijo, ni pa glasovala za zakon. Takrat bi mogoče prišli čez polovico. Je pa veliko vprašanje. Stranka se je odločila, da ne bo, ker je pač v tisti koaliciji. To je bil zadnji tak poskus. In v katerih podsistemih ali celo vejah oblasti je to velik problem, recimo sodstvo. Kljub temu, da je to edini zakon, ki ima to ilustracijsko klauzulo, zakon je prišla po sreči ali pa nesreči. To je ta Pučnikov amandma. Leta 1994, ko smo bili že v opoziciji, se je sprejemal zakon o sodniški službi in Jože Pučnik je vložil amandma, v katerem je pisalo, sodniki, ki so v prejšnjem režimu pri sojenju kršili človekove pravice, ne morejo dobiti trajnega mandata. In nekaj poslancev LDS-a se je takrat zmotilo in amandmaj v sprejel. In je bilo to v zakonu. Mislim, da je še vedno v zakonu. Ampak, enostavno določba, ki se ignorira. Ker sodni svet je potem, vedno ga je predlagal sodnika zraven napisal. Sodni svet ne razpolaga s podatkom, da bi ta sodnik kršil človeka. Pa so bile stvari javno objavljene, je bilo to posod, smo pol razpravljali v državnem zboru. Pa je rekel predstavnik sodnega sveta, ja, to vi zdaj govorite, ko smo mi odločali, mi nismo razpolagali s tem podatkom. In v bistvu niti en sodnik ni bil frustriran, pa je veliko takšnih dobilo trajni mandat, ki so prej obsodili duhovnike, disidente, preganjali ljudi, kršili človekove pravice na veliko. Ne samo to. Tisti, ki so to najbolj počeli, so najbolj napredovali. Recimo Branko Masleša. On je celo vodil komisijo, ki je verificirala umore na meji. Ker na meji med Jugoslavijo in zahodnimi državami se je streljalo, tako kot na Berlinskem zidu. Pa tam vsi vejo, da se je streljalo na Berlinskem zidu, to se pa ne ve. Zadnji civilist, ki so ga jugoslovanski graničarji ustrelili na slovensko-italijansko, oziroma takrat jugoslovansko-italijanski meji, je bil ustreljen junija 1991. Malo pred osamosvojitvijo. Ker je vojak je rekel stoj, tam sem ustal in bil ustreljen. No in takrat je imela oblast neko komisijo, ki je potem to nekako verificirala, odobrila graničarjev 14 dni nagradnega dopusta. In zaključila zadevo. No in tak je bil do konca član te komisije in ki se je veselil napada na Jugoslavijo, Branko Masleš je postal predsednik Vrhovnega sodišča. Sodnik je obsodil duhovnike, ki so mašo naredili za pobite tam v cerkvi. Je bil 3-4 dni nazaj, to je Fišer, Zdenko Zvonko, je bil zdaj imenovan, zdaj v parlamentu, v državno-tožilski svet. Tako da je to vprašanje, kar se ilustracije tiče, še vedno aktualno. Da ne bi slučajno se kaj zalomilo pri tem sodnem monopolu, zdaj skušajo spremeniti ustavo.
To je bilo zdaj v proceduri, mislim, da je v petek naslednja seja ustavne komisije. In je predlog, da se imenovanje sodnikov prenese iz državnega zbora na predsednika republike. Pravijo se tudi zdaj, če ima polovica večina in tako se imenuje, ne bo nobene razlike. Sveda bo razlika, ne? Zdaj vseeno nima leva stran vedno večine in nekaj sodnikov je bilo zavrnjeni, tudi za najvišje funkcije. Pa nekateri niso bili niti predlagani, ker so vedeli, da se bo razprava odprla o tem, kaj so počeli. Pa zdaj boste za to, da je bil nekdo imenovan tudi na najvišje sodniško mesto, izvedeli, če boste prebrali uradni list. Ker bo pač nejaven postopek. Pa še huje, zdaj pač se sodni svet, ki imenuje sodnike, izvoli v parlamentu z navadno večino. Zdaj je predlagano, da se izvoli z dvotretjinsko večino, ampak ne cel. Zanče Matej Tonin na kongresu NSi je govoril, mi podpiramo to ustavno spremembo, ker smo dosegli, da se bo 3-krat glasovalo z 2 tretjinama, se pravi, nobena stran ne bo mogla pač po svojem okusu postaviti sodnega sveta in kasneje imenovati sodnikov. Se pravi, zakon o sodnem svetu se bo sprejemal z dvotretjinsko večino. Rekel je, 2/3 sodnega sveta bo potrebno za to, da se imenuje nekega sodnika oziroma predlaga nekega sodnika predsednici in državni zbor bo imenoval sodni svet za dvotretjinsko večino. Se pravi, nikoli se ne bo moglo brez opozicije potem dobro. Ampak pozabil pa, oziroma zamolčal je pa to, da po tem predlogu državni zbor imenuje samo 7 članov sodnega sveta od 15 za dvotretjinsko večino. 8 jih imenujejo sodniki sami. Sodni svet bo imel 15 članov. 8 jih imenujejo sodniki sami, kar pomeni, da bo to levo-leva struktura. 8. Ostalih 7 pa z dvotretjinsko večino državni zbor. Kar pomeni, da tudi če bo levica imela samo 1/3, bo še vedno od teh 7 dobilo vsaj 2. V sodnem svetu bo vedno 10 jih z leve strani, ki bodo pol imenovali sodniki. In mi smo že malo upali, da pač po tem konfliktu glede Darsa, Nova Slovenija ne več podpirala tega predloga, ampak so še vedno za. Pa to trajno cementiral situacijo v sodstvu. Zdaj imate v sodstvu že 3 generacije, pa bo še 4. prišla. Z iste družine ali pa z istega sorodstva. So na istih sodiščih. Da ne gre samo za politično prepletanje, gre že za klientelizem, so že klani tukaj. Pa je pa še snaha na tožilstvu. En sin je odvetnik, ki se da še več zaslužiti. Pol to se v nedeljo vse prkosilo zmenijo in temu pol pravijo vladavino prava. Je to problem. Tega problema pol ne morate rešiti na volitvah in tako dalje. In zdaj ta oklevanja, ali narediti rekonstrukcijo vlade ali ne, ali pač kaj posegati v koalicijo, mislim, oklevanje pri tistih, ki so to vlado postavili, so tudi zaradi tega, ker pridobivajo čas za to, da se te ustavne spremembe sprejmejo. Ker ni samo imenovanje sodnikov, je predlagano tudi sprememba volilnega sistema na slabše in predlagano je, da se da ustavnemu sodišču arbitrarna pristojnost. Zdaj pač ustavno sodišče, če kvalificiran predlagatelj predlaga neko zadevo, morajo odločiti. Če je sestava, da odločajo, kako odločajo, ampak morajo. Zdaj pa je predlagana sprememba,
da se bo ustavno sodišče lahko samo odločilo, ali bo neki stvari odločilo, ali pa ne bo odločilo. In pa je tako. Bo Francelj se pritožil, bodo rekli, ni važno, se bo Tonček pritožil, a taj pa naš pa odločil v isti zadevi. Zdaj, vsaj te arbitrarnosti ni gledal. Celo to predlagam. To so pa stvari, ki so pa dejansko ključne, ki so dosti izven pozornosti javnosti, bodo pa trajno cementirali neke stvari, ki jih bo težko popraviti. Če poznate kakšen del poslanca ali pa poslanko iz Nove Slovenije, brez njih tega ne morejo narediti. Ne. Malo govorite z njimi. Vsi se ne strinjajo, ampak zaenkrat traja, da je enotno podpiranje. Rabijo 60 glasov za to. Ne. Koalicija sama jih ima 53, mogoče lahko dobijo še 2 manjšinca, se pravi, rabijo potem še 5 in to lahko prije samo iz NSI. Pač kdo lahko kaj naredi tukaj, da se to ne bo zgodilo, bo veliko naredil za bolj svetlo prihodnost slovenske demokracije. Še enkrat hvala, gospod Janša, za današnji večer. Tukaj smo mu pripravili eno košaro lokalnih dobrot. Hvala tudi vam, gospa Barbara, za današnji večer in za organizacijo. Naj se na koncu za obisk zahvalim še vam, dragi obiskovalke in obiskovalci. Vabim vas, da se po zadnji pesmi še nekoliko zadržite v prijetnem druženju ob Dobri kapljici. V predverju pa imate možnost, da kupite knjige založbe Nova obzorja, lahko pa kupite tudi našo zloščenko, 4. po vrsti. In z Bogom do naslednjega srečanja. Naše planine